Pozdravljeni. Poznate koga, ki je zasvojen? No ja, na nek način smo vsi neki odvisniki. Eni od odnosov, drugi od drame, tretji od alkohola, cigaret, pa še od česa verjetno. V glavnem, danes bomo govorili o zasvojenosti in katera čakra vpliva na zasvojenost in kako to počistimo in kako se znebimo zasvojenosti. In predvsem, ja, v tem tednu smo v velikem tednu. Včeraj je bila polna luna in popolni lunin mrk. Se pravi, če vam zdaj pada mrak na oči, pomeni, da je pa res že čas, da nekaj naredite. Če se vam pošteno dogaja na psihičnem področju, je mogoče pa čas, da kakšno stvar majčkeno drugače naredite. No, v glavnem, zdaj tisti, ki me ne poznate, jaz sem avtorica 5 knjig, o samih žurih govorim. V glavnem, danes bomo govorili iz knjige, ko imajo čakre žur, in iz knjige, ko imajo duše žur. Se pravi, kako imajo lahko čakre žur, kako imajo lahko duše žur. V glavnem, zanimiva povezava je in to vam bom razložila danes. Prav preko zasvojenosti se točno vidi, da nam čakre delujejo po svoje in da verjetno nosimo iz nekega preteklega življenja neko kodo v sebi, in smo si kot duše zbrale določeno družino, zato da bomo predelali neke lekcije. Lahko se celo zgodi, da ste vi kot duša v vaši rodbini prevzeli nase, da enostavno ste se javili. Jaz bom v tej družini, po tem družinskem deblu, počistila vse, kar se tiče zasvojenosti, kar se tiče slabih odnosov, in zdaj se vam mogoče na polno dogaja in enostavno se sprašujete, pa zakaj ravno jaz? Ne vem, mogoče se pa to izbrala vaša duša, za vas ste se javili, da boste to zmogli, in dejansko verjemite mi, da tudi če poslušate tale video, ni naključje, da ga poslušate. Preden bom šla na konkretne rešitve, vam želim razložiti sistem čakr in katera čakra vpliva na delovanje zasvojenosti. Tukaj imam tablo, lažje mi je razlagati, da vam bom razložila, kako potekajo te zadeve preko tega, da vam narišem. V glavnem, mi imamo medspolno čakro in korensko čakro, ki se nahaja na dnu hrbtenice, se pravi, tukaj je potem hrbtenica, ampak v glavnem tukaj noter, med spolno čakro, tukaj pa sramna kost, je v bistvu energijska posoda. In ta energijska posoda se zaradi raznih programov lahko močno sprazni oziroma je cela naluknjena. In je tako kot neka posoda, bolj je podobna cedilu kot pa neki posodi. In to pomeni, vam uhaja življenjska energija. Imate mogoče meglo v glavi, ne zmorete se zbrati, nimate nekega pospeška v življenju. In lahko se zgodi, da imate prav bilne noge, ali pa da imate noge kot zobotrebce. In to kaže točno, da imate veliko ali nakopičene energije ali pa velik primanjkljaj tukaj v spodnjih čakrah. In prav korenska čakra, se pravi na dnu hrbtenice, tja so zapisani programi naših prednikov, kot korenine, ravno tako. Za drevesa nam je čisto normalno, da ima korenine in da če drevo lahko naredi mogočno, krošno, ima dejansko globoke korenine. Zanimiv je podatek, da dejansko drevo, ki ima mogočno krošno, ima ravno tako mogočne korenine. In da je v bistvu tako, kot je zgoraj, je tudi spodaj. No in ravno tako je v našem življenju. Če imamo mi psihične težave, zdaj to, da boste videli, zdaj, ne vem, če bom možgane pravilno narisala, ampak če imate psihične težave in vsi se ukvarjajo dejansko z možgani, imate dejansko vi težave v koreninah. In je v bistvu ta energija prihaja pač v možgane in imate tako, nimate stabilne energije, ne morete se zbrati, to je vse povezano s temelji. Zdaj pa gremo pogledati, kako boste vi počistili temelje, kaj se zapisuje tja na korensko čakro in kaj vi prenašate po družinskem deblu. Prva stvar se morate vprašati, če imate v vaši družini zasvojenosti, na ta trenutek se vam predvaja nek program v podzavesti, tako, se nikomur ni mar zate, si popolnoma sama, se nikomur nič ne pomeniš in tako naprej. To so vsiljene misli. To je temna noč duše.
Ne bojte se temne noči duše. Tisti, ki poznate križev pot in Jezusovo trpljenje, poznate, da po zadnji večeri na Veliki četrtek je Jezus šel s svojimi učenci na goro in je molil. In tam je krvavi pot potil. Se pravi, vsa negativna energija ljudi je udarila v njega in je v bistvu molil, če je možno, naj ta kelij gre mimo mene. In tik preden je umrl, je zakričal: moj Bog, zakaj si me zapustil? Se pravi, celo Bog, ko je bil na zemlji, je imel občutek, da ga je Bog zapustil, da je zapuščen. Zato bodite mili s seboj, če imate ta trenutek občutek, da ste nemočni, sami, da so vas vsi zapustili. Pač ste Bog na zemlji in to je normalno. Normalno, ko z vseh strani pritiskajo temne sile na vas, z namenom, da vas zrušijo, takrat imate občutek, da ste nemočni, da ste sami, da enostavno ni nikomur mar za vas. Ko predelujemo temno noč duše, temno noč duše, ko pridejo na plan razne zasvojenosti, recimo, če imate v družini zasvojenost, ne vem, s cigareti, zasvojenost z alkoholom, ali pa kakršnokoli drugo odvisnost, takrat, ko je temna noč duše, kaj je takrat najlažje narediti? Pač vzeti flašo, ne? Najbolj enostavno. Ali pa postati verižen kadilec in enostavno puhati ta dim in se ubijati na nek način. Ja, zaradi tega, ker človek nima korajže, da bi naenkrat naredil, pač dela postopni samomor. Zdaj to vam govorim iz svojih izkušenj. Jaz sem bila zasvojena kadilka, kadila sem 10 let, škatlico Marlbora na dan in dejansko jaz vem točno, kaj sem takrat predelovala. Na nek način je bil moj program, moram se ubiti. Kdaj sem začela kaditi? Pri 17 letih, ko sem dejansko razmišljala o samomoru. Dejansko je bila teža energije moje primarne družine pretežka zame in sem imela občutek, da bi bilo najbolj enostavno končati. In vam zdaj še nekaj povem. O tem sem pisala v tej prvi knjigi, ko imajo hormoni žur. In ko mama to prebere, ona pravi: ampak tega ti pa ne bilo treba pisati. Kaj si bojo pa ljudje mislili? Če pa narediš samomor, pa ni važno, ne, kaj si mislijo ljudje. Če pa poveš resnico, je pa problem, kaj si bojo ljudje mislili o tebi. Pač pošteno povedan, ja, se me še zaboli, kaj mislijo ljudje. Tudi danes sem dobila eno tako sporočilo, kaj mislijo ljudje v Škofji Loki, ampak na koncu koncev, ko veš, da živiš pošteno, ko veš, da nikomur ne delaš slabo, da prej to agresijo usmeriš v sebe, ne v druge, in takrat, ko pa ti nehaš to energijo usmerjati v sebe in samo kaznovanje in samo uničenje in začneš pot ljubezni do sebe, takrat kaj začnejo ljudje? Pač kazati na tebe, a ne? Ker lejte, večina ljudi še vedno velja 80% teh ljudi, ki delajo na sebi. 20% ljudi dela na sebi, ampak je še vedno 80% ljudi, to je Paretovo načelo, ki nič ne naredijo na sebi in se še vedno ukvarjajo z drugimi ljudmi. In ne bojte se, če teh 80% ljudi proti vam strelja, ker verjemite mi pa, da niste sami. Verjemite mi, da niste sami. No, zdaj pa pojdimo pogledati, kaj bomo mi najprej naredili, da bomo pogledali program korenske čakre. Program korenske čakre je povezan z besedo jaz sem. Kdo sem jaz? Kdo sem jaz? Jaz bi zdaj zase lahko rekla, jaz sem preprosta punca iz Sevške doline, doma s kmetov. Ja, v osnovni šoli je ena sošolka potem rekla na obletnici, je rekla: ampak tebe se spomnim, veš, v 5. razredu si imela celo leto eno in isto jopico. Jaz sem to pozabila. Ampak zanimivo, jaz sem to jopico že zdavnaj slekla, ona se še kar ukvarja z mojo jopico. Prav. Potem enkrat se spomnim, ker sem morala za bratom nositi pač njegove čevlje, ker se veste, kako je bilo na kmetijah, pač ni bilo denarja, ne? In
pač brat je hitro rastel in so bile pač eno številko prevelike te njegove superge. Ampak se spomnim, da sem jih obuvala in pridejo te pač delavski otroci, ki so nas kmečke pač poniževali, ne reče, le kakšne čolne ima obute. Ja, ampak v redu, kdo sem jaz? Sem še vedno tista punca, ki se ukvarja s temi čevlji, a sem jih sezula in grem naprej. Veste, pomembno je, da tisto, kar ne rabite več, da oddate, da gre stran. Zdaj pa na tej čustvena bolečina, ne? Ker če bi mene ta bolečina takrat, ja, verjetno me je toliko prizadela, da sem v bistvu rekla, ne bom več nosila bratovih čevljev, ne? Da sem hotela imeti lepe čevlje. Druga zadeva pa, gre se za to, da v življenju delamo premike naprej, ne? Kdo sem jaz? In zdaj eno stvar se moramo začeti zavedati, da vsi mi smo veliko več kot pogojenost naše primarne družine. Se pravi, če sem odraščala na kmetiji, ni rečeno, da sem zahojena kmetica. Pač se vemo, kakšen izraz je, ne? Za nekoga zahojena kmetica pomeni, da nekdo, ki ima še vedno ruto na glav in zoba sosede in tako naprej. Ne rabiš tega, to lahko slečeš. Tvoje okolje te ne definira, to je ena zadeva. V tvoji primarni družini si vsak od nas dobi točno tisto, to, kar ti rabiš predelati v življenju, kar je potrebno za tvoj razvoj. In to, kar je potrebno za tvoj razvoj, seveda je povezano s tem, kdo ti si. Jaz vem, da takrat sem imela velike težave s samopodobo in sem se leta in leta ukvarjala s svojo samopodobo od tega, da mi ni bilo dano, da bi se počutila lepo. Pa ne, da se razumemo, da nisem bila lepa, ampak imela sem krive zobe. 8 let sem imela aparat za zobe. Imela sem te zobe toliko ven, da sem lahko cel prst dala noter. Dejansko nisem mogla zapreti ust, ker sem imela tako krive zobe. Druga zadeva, imela sem prekomerno težo. Na nek način sem imela program, moram se ubiti s hrano. In ko sem začela kaditi, sem dejansko shujšala potem. Se pravi, mi je bilo lažje se ubijati s cigareti, kot pa s hrano, ampak še zmerom sem se ubijala, ker je bila načeta moja korenska čakra, kdo jaz sem. Ne? In ko boste začeli vi graditi to zdravo samopodobo, dajte to iz knjige, Ko imajo duše žur, boste prebrali na strani 244. V imenu mogočne navzočnosti, jaz sem, ki sem, v imenu Boga v mojem srcu zapovedujem, da se ta trenutek sčistijo vse kode, povezane s pomanjkanjem in ločenostjo. Odrejam, da se z bliskom svetega vijoličnega plamena skozi vse ravni moje duše, uma in telesa zgodi preporod, da sproži celostno preobrazbo, da postanem veličastna, jaz sem, ki sem. No in tale slika. Tine Skaza, veličastna, jaz sem, ki sem. Jaz sem se zjutraj ob 5, ko sem pisala to knjigo, zbudila nekega jutra in narisala skico, kako naj izgleda naslovnica te knjige. Veličastna, jaz sem, ki sem. Se pravi, ženska, ki je v svoji moči, v svoji lepoti, ženska, ki gre iz lotosa ven in dobesedno se razcveti vsej svoji lepoti. Zdaj pogledajte ta, razcveti vsej svoji lepoti. To ne pomeni, da so vse rože enake, ampak je vsaka roža zase posebna, lepa, cvetoča. Veste, in tudi, če se primerjata trobentica pa vrtnica, pač sta dve različni vrsti, ampak vsaka zase je čudovita. A ne? In zato tudi vsaka ženska, ne, da se razcveti vsej svoji lepoti, mora zakrpati programe družine, svojih prednic, ki so bile povezane s tem, da je treba skloniti glavo, da je treba biti v moški energiji, da je treba stisniti zobe, da veljaš toliko, kolikor imaš. To so programi. Drugo, če imate v vaši družini kakršnokoli zasvojenost, to pomeni, da imate program.
moji družini, moja stara mama je bila alkoholik. Kaj to pomeni? Da dejansko ta koda alkoholizma je prisotna. Moram se ubiti. Preverite z mišičnim testom. Moram se ubiti. Ali pa moram zakriti, kdo v resnici sem. Ne? Moram dati čist alkohol, cigaretni oblak in tako naprej. No, tako da v glavnem, to je prva zadeva. Začnite, pejte pogledati zasvojenosti in drugo, si pa začnite ponavljati kode. Jaz sem, ki sem popolno ozdravljenje. Jaz sem, ki sem popolno zdravje. In vi lahko uporabljate, to je Mojzesova koda, pomeni, da skozi dihanje, vdih govorite, izdih govorite, vdih govorite, izdih govorite. Jaz zdaj govorim na ta način, se pravi, jaz sem, ki sem veličastna jaz, jaz sem, ki sem veličastna jaz, ki sem veličastna jaz. V bistvu skozi dihanje govoriš, izrekaš to, kar ti si. Tudi avtor knjige Mojzesova koda govori o tem, kako lahko vi uporabljate to kodo, da v svoje življenje prikličete vse tisto, kar vi želite. Ker je kreacija. Če vas ta trenutek vprašam, kje želite biti čez 3 mesece? No, kje? Recimo, da ste zasvojeni z nečim. Želim biti neka divka, želim biti ozdravljena alkoholizma, želim biti ozdravljena drame, ne vem, pač zasvojeno z nečim. In to pomeni, ali pa želim se znebiti odvečne teže, ker imam dovolj tega, da se ubijam z nezdravo hrano. Želim, s čim ste še lahko zasvojeni, recimo s travo ste lahko zasvojeni, marihuana, ne? Dejansko, če ste zasvojeni s čimarkoli, pomeni, da lahko uporabljate Mojzesovo kodo, da si ponavljate, jaz sem popolno ozdravljenje. Jaz sem, ki sem popolno ozdravljenje. In to ponavljate skozi dih, predvsem zjutraj, ko se prebujete, je to najmočnejša afirmacija. Se pravi, vi svojemu umu date ukaz, ker to je kreativen ki vam bo dal rešitve, ki vas bo pripeljal od tam, kjer ste, do tam, kamor želite. Druga stvar pa, program, ki ga imate pa zapisanega na korensko čakro, moram se ubiti. Nisem zadost. Moram biti majhna. Moram se skriti. Ja, to so pa programi. Zdaj pa vemo, v Sloveniji predelujemo 2. svetovno vojno. Mnogi so po 2. svetovni vojni klobovali sistemu in ni bilo varno se pokazati, kdo si. Ali pa med 2. svetovno vojno mogoče nekdo od vaših prednikov nosil glavo na prodaj in na koncu je bil mrtev. In mogoče je vaš program, moram se skriti, korenska čakra. Druga zadeva, spolna čakra, ne? Ženska, ki se more zaščititi, ki more skriti, kdo ona je, svojo lepoto. Glejte, ženska naj vas ne bo strah pokazati svojo lepoto. Ampak druga stvar, ne dovolite plenilcem, da plenijo vašo energijo. In ena stvar, kako lahko plenilci plenijo vašo energijo, pač ne moreš objavljati nekih erotičnih fotografij, ker dejansko lahko nekdo pride do tvoje energije. Ne? Druga zadeva, jaz recimo, ko zaznam to energijo, jaz odmikam pogled. Pač ne želim z očmi komunicirati z ljudmi, ki plenijo mojo energijo. Recimo na ulici, ko hodiš. Enostavno ne. Druga zadeva, zakaj mislite, da je dobro, da ženske nosimo dolga krila, obleke? Zato, ker zaščitimo svojo spolno in korensko čakro. Dobesedno svojo to energijo zemlje zaščitimo, ker ženska preko krila srka zemeljsko energijo in ta energija gre po hrbtenici navzgor v možgane. Prav krilo je tisto, ki pomaga nam, da lažje potegnemo to zemeljsko energijo v možgane. Tako da to so pomembne zadeve. No, zdaj pa pojdimo naprej na možgane. Če se vam dogaja, da imate psihične težave,
pri tem, da enostavno ste sesuti. Ne, prej moram še iti na nadledvični žlezi. Tukaj imamo nadledvični žlezi, ki sta povezane s popkovno čakro. Popkovna čakra je preko popkovnice povezana z vašo primarno družino. Tudi ko se popkovnica prereže, stane energijska nit. Se pravi, te energijske niti ne morete prerezati. Sploh kar se tiče pač ljubezni. Ampak druga zadeva pa je, zasvojenost pa lahko prerežete. Odvisnosti, nizke energije, to lahko vse porežete. In prav na nadledvični žlezi grejo kot eni taki parazitki, ki zahtevajo alkohol. In če ste odraščali v alkoholizmu, imate lahko teh parazitkov še in še okrog sebe. Zdaj pa kako to počistite? To je pa zdaj energijski del, to zdaj, ko vam govorim, se dejansko že nekaj čisti. Začnite uporabljati blagoslovljeno vodo. In blagoslovljeno vodo seveda dobite v vseh cerkvah. Blagoslovljeno vodo špricate povsod, ampak res povsod, predvsem pa svoje ledvice, pošpricate sebe, pošpricate vhod, pač uporabljajte blagoslovljeno vodo na dnevni bazi. Naslednja zadeva, začnite uporabljati kadila, imate žajbelj, imate sveti les, tudi pri meni lahko na spletni strani naročite svete vode iz Peruja, Palo Santo, žajbljove listke lahko naročite. Pač vse to lahko naročite zaradi tega, ker je ta energijski del tako pomemben. Srečnoživljenje.si je moja spletna stran. Pač tako čutim, da moram malo zluftati vse skupaj. V glavnem, in da se rešite teh parazitkov. Kako se lotiti tega? Se pravi, začnite moliti zdravilno molitev dekodiranja za ozdravljanje vaših ledvic v primeru, da ste zasvojeni z alkoholom. Zdaj pa, kolikor ste pa zasvojeni z cigareti, imate pa v bistvu tukaj okrog možganov imate te parazitke. Ravno tako, zdravilna molitev dekodiranja, začnite jo moliti za ozdravljanje zasvojenosti. In druga zadeva, afirmacija, ki meni pomagala, da sem nehala kaditi, je bila, da sem si v nedogled ponavljala, jaz sem nekadilka. In zdaj, če pa uporabljate Mojzesovo kodo, jaz sem, ki sem nekadilka. Jaz sem, ki sem nekadilka. In to ponavljate pred spanjem in zjutraj, ko se zbudite. In vam povem, če boste to ponavljali, jaz vem, da sem ponavljala to trditev približno 1 mesec in potem sem začela zmanjševati. Sem, ne vem, prižgala cigaret, pokadila tako 3 dime, pa sem ugasnila. In sem potem za sabo, ko sem že enostavno nehala kaditi, nosila še vedno cigarete za vsak slučaj, če me zgrabi. Pač, a ne, ko si zasvojen, očitno, da a ne, s tem, ko ponavljaš, kdo ti si, se ti tako dvigne ta vibracija tvojega energijskega polja, da dejansko ti parazitki zginejo. Enostavno ne morejo več biti v tvojem polju, ker imaš višjo vibracijo. Kdo ti si? Glejte, ko boste delali po zdravilni molitvi, se pravi, iz knjige, ko imajo dušežur, ne vas spomnim, še vedno lahko naročite knjigo s 30% popustom, to je še v tem mesecu, koda za popust je duše. No in druga stvar, ko boste brali knjigo, ko imajo čakre žur pri korenski čakri. Glejte, korenska čakra je povezana z vsemi možnimi programi. O sebi menim, da sem grda. In če v sebi menim, da sem grda, ker to je koren, to je kdo jaz sem, grda sem, se pravi, moram se na nek način ubiti. Ali pa dokazati, da sem grda. Moram nekaj narediti, da bom grda, ne? Globoko v duši nosim žalost, ker sem bila v mnogih življenjih nemočna. V duši nosim bolečino zaradi občutka, da nisem cenjena. V duši nosim potrebo po zaničevanju. In tudi mogoče zaničevanje sebe. V glavnem, ko boste to šli predelovati po, ne, tukaj noter je ogromno teh kod, ki jih imamo za predelati. Počutim se nemočno. Moram trpeti, zaslužim si kazen. To so vsi programi, ki jih pač moramo odstraniti iz svoje podzavesti. In če jaz zdaj sama preverim z mišičnim testom, strah me je izgube.
počutim se nemočno, zaslužim si kazen, vedno grem nazaj. Jaz v bistvu pri mišičnem testu, ko ga delam, da moje ime, jaz sem Minka, jaz grem naprej, ali pa če rečem, jaz sem Minka Marija, grem naprej. In če rečem, jaz sem Polde, kar pa sigurno nisem, grem nazaj. In ko v bistvu preverjam z mišičnim testom, dejansko, če imam program, moram trpeti, na nek način si moram prislužiti neko kazen, da mu rekam, vidiš, moram trpeti. Preverite še eno stvar. Vsi so proti meni. Nihče me nima rad. Svet ne me nima rad. Nihče me ne potrebuje. Ne smem pokazati, kdo sem. To so vsi programi s tem, kdo jaz sem. Res vas vabim, vzemite v roke knjigo, ko imajo čakre žur, in delajte po njej, ko imajo duše žur, ker to so programi. Jaz vam drugače ne morem reči, glejte, to delo boste mogli opraviti sami. Enostavno sami. Ker programi, ki jih nosimo za seboj, ki jih vlečemo po družinskem deblu, programi, ki jih kot duše prinesemo v to življenje, ki jih moramo predelati, pač ni enostavno, ampak zdajle očitno vsem tako na polno meče ven, da enostavno nas življenje ne podpira več. Ni več lenarjenja. Pejt in delaj. Nimam časa delati meditacijo, ja, se strinjam. Pač jaz se strinjam, da imam čas za vse tisto, kar je v mojem življenju pomembno. In vem, da je pomembno, da počistim določeno sranje moje družine, zato ker tega ne želim več, da se prenaša naprej. Dovolj je bilo. In če vidite, da je v vaši družini nekaj, naredite isto tudi vi. Tako da, gremo še na kakšno pozitivno sporočilo, da ne bo preveč resna tale tema današnja, kar se tiče zasvojenosti in odvajanja in korenske čakre in vsega. Da vidimo. 3 karte, prehodno novo dobo, kaj vam stvarstvo sporoča za vse tele svetle duše, ki ste do zdaj poslušali tale moj program. Da vidimo, kaj vam stvarstvo sporoča, kaj vam angeli želijo sporočiti, kar je ta trenutek za vas najbolj pomembno. 1, 2, 3. Wow. Vse, kar ti ne služi več, naj odide na miren in ljubeč način. Svobodna si. Čiščenje. A vam to že govorim, kaj? Koliko časa vam govorim? Pol ure že skoraj, ne da? 18. Vam bom naprej prebrala, lahko zamižite in samo poslušate. Dovoljujem, da se sčistijo podzavestni programi, podzavestna prepričanja, vsi uničujoči celični spomini, ki me na zavedni in nezavedni ravni bremenijo, ter mi ne dopuščajo, da bi srečno zaživela. Hvala za izkušnjo, ki je ne potrebujem več. Skozi mene teče svetloba, odpuščam sebi in odpuščam drugim. Druga je prišla karta solze. Dovoljuj, da se tvoja duša očisti. Dovoljujem si čutiti svoja resnična čustva. No, kaj v resnici čutiš? Dovoljujem, da potlačena čustva pridejo na dan. Dovoljujem si jokati. Solze čistijo mojo bolečino in mojo žalost. Naj tečejo in me očistijo. Naj bolečina odide. Pred menoj so boljši časi. Zaupam, da se bo vse izteklo tako, kot je prav. In potem je še ena karta prišla ven. Potrpljenje. Zaupaj Božji hitrosti. Vse se ureja v najvišje dobro vseh. Karta 73. Da vidimo, karta 73 pa je. Stvarstvo pozna pravo hitrost in pravi čas. Vse, kar mora priti v tvoje življenje, prihaja lahkotno in brez napora. Vse deluje v tvojo korist. Vse se ureja v najvišje dobro vseh vpletenih. Ničesar ne moreš izsiliti. Vse je tako, kot mora biti. Stvarstvo pozna vse odgovore. Dovoljuj, da pride v tvoje življenje to, kar ti je namenjeno. Bodi umirjena. Tvoja nestrpnost samo zavira proces. In zdaj pa sama padla ven dobrota.
delaš dobro in dobro naj se ti v izobilju vrača. Karta 80. Tvoje srce je polno dobrote. Vse, kar daješ, se ti v izobilju vrača. Dobrohotnost prežema tvojo dušo, tvoje odnose, tvoje življenje. Tudi če ta trenutek daješ več, kot prejemaš, se zavedaj, da v vesolju obstaja zakon izravnave za vsa tvoja dejanja. Si in boš bogato poplačana. Tako da kar pogumno naprej. Stvarstvo pozna vse odgovore. Mogoče je čas, da se osvobodiš potrebe potem, da se ubijaš. Čas je, da postaneš svobodna. Tako da v glavnem, uživajte. Vse dobro vam želim in ja, vem, da je naporno, ampak je pa vredno. Tako da veselo nedelo in boste videli, stvarstvo ima take darove za vas, da se vam še sanja ne. Uživajte.